Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Drage dekleta in žene, iskrene čestitke ob vašem prazniku. Namesto običajnih drobnih pozornosti pa vam letos želimo, da bi se čim prej uresničila 10. točka volilnega programa Liste novinarja Bojana Požarja. Brez vas tudi nas ne bi bilo. Sedaj pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Zadnji bankster. Izvede se operacija Zadnji bankster skupaj z Interpolom, FBI in tožilci iz Islandije za preiskavo poslovanja vseh članov uprav državnih bank v zadnjih 25 letih ter pregon bančnega kriminala. V zadnjem delu oddaje pa drugi tir je, vsaj maketa. Miro Cerar s prijatelji je odprl maketo drugega tira za 100 tisočakov. Davkoplačevalci smo v Slovenski banki zmetali na tone denarja, odgovorni za bančno luknjo, nečedne posle in visoke dolgove, ki so ostali za njihovimi sfiženimi menedžerskimi prevzemi, pa se še vedno mirno sprehajajo naokrog. Kako jim končno stopiti na prste, se bomo pogovarjali z magistrom Radom Pezdirjem, strokovnjakom 2 preiskovalnih komisij, ter Bojanom Požarjem, raziskovalnim novinarjem. Toplo pozdravljena. Bojan, najprej bi tebe vprašal kot dolgoletnega novinarja s 30 let izkušenj. Kaj pomeni, če recimo glavni urednik nekega časopisa piše članek o neki temi? Nekaj izjemnega, ne? To se običajno dogaja, ampak takrat, ko je res nekaj izjemnega, ne? Mislim, ne vem, kaj bi bilo recimo zdaj ta hip, recimo to, da bi pač, ne vem, Miro Cerar napovedal, da se ne bo potegoval za poslanca recimo na junijskih volitvah, ampak še to je stvar, recimo, ja, ok, mogoče bi to napisal recimo nek odgovorni urednik Dela, naprej bi napisal na to temo komentar, ne? Drugače pa ob običajnih temah se pa običajno odgovorni uredniki v velikih redakcijah ne odlašajo. Kakva je bila potem vajna reakcija, Rado, Bojan, ko sta videla tale članek v Večeru? Namreč glavni urednik Večera, Matija Stepišnik, se je odločil, da napiše članek: Višje sodišče, Kovačič in Skrenšakova nista kriva. A to kaže zdaj na neko veselje Stepišnika, ali zakaj se je njemu zdelo to tako pomembno, da on sam napiše ta članek? Ja, zdaj, če lahko še jaz, Aljuš, nadaljujem. Predvidevam, da je bilo prejšnje vprašanje povezano s tem, ne? Ker pač Matija Stepišnik je odgovorni urednik časopisa Večer. Ne? Zdaj, tukaj sta mene presenetila pravzaprav 2 stvari. Ni me to toliko presenetilo, da je Matija Stepišnik pisal ta članek, ker Matija Stepišnik v Večeru piše pravzaprav skoraj da vse članke, ki so nekako neposredno ali posredno povezani z Matjažem Kovačičem. Ker je pa Matjaž Kovačič zakaj pa to, Bojan? Zakaj recimo Matija to piše? Predvidevam zato, ker lastniki Večera, zlasti Uroš Hakl, ki je povezan z Matjažem Kovačičem, vsaj zgodovina njunih odnosov kaže, da je temu tako. Nekateri tudi namigujejo, da naj bi bil del Kovačičevega denarja pravzaprav tudi plasiran v Večer, se pravi, da je bil to del kupnine, ki jo je pač Uroš Hakl moral plačati za to, da je dobil Večer. In je očitno pač Matija Stepišnik tisti, ki mu Hakl zaupa, da pač ve, kako in kaj zapisati. Da bo znal lepo napisati v bistvu. Ja. Ampak zdaj, kaj je pa mene vendarle presenetilo, je pa to, da si je nek medij, kot je recimo Večer, nek mainstream medij, privošči v tem času, ob tej bančni luknji, ki smo jo vsi plačali, ob teh milijardah, da si privošči tako neprikrito zadovoljstvo nad tem, da višje sodišče recimo pravnomočno oprosti enega od najbolj znanih in najbolj razvpitih mariborskih banksterjev. To v principu je pa srhljivo sporočilo zlasti za bralce Večera. Se strinjam, ja. Rado, ti si pač strokovnjak, poznaš tudi ta konkreten primer. Kaj ti praviš o tem? Ja, prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti iz tega članka, ki je pač postavil pozicijo časopisa do problematike, je, da implicitno noter se zapiše, da je pravzaprav to bila neka zgodba, ki je prišla od Havca, ali Havc, ki je takrat kot direktor uprave sprožil te ovadbe, ni vedel, kaj dela, ali je pa nekaj čist napačnega naredil. In to je treba tukaj vzeti v kontekst, da se preko te sodbe tudi na Havca zadeve letijo, kar pa ni nepomembno, ker Havc je tipično prepoznan, kot da ne bi bil on neke vrste desni bankir, čeprav
To niti ne drži. Ne? Prej je Kovačič v se to bomo še kasneje videli, ampak kar nadaljuje. Ampak dejansko je pa ta zgodba ni normalna. Jaz mislim, da bi moglo Ministrstvo za pravosodje navesti izreden nadzor nad sodiščem zaradi te razsodbe, ker ničesar, kar sledi in je tudi javno dostopno iz podatkov o poslovanju Pomholda in Pominvesta, ne kaže, da ni šlo za oškodovanje. Ne? Tukaj sta saj dve zgodbi, ki sta mogoče kakšno minuto daljši za razlagati. Dajmo najprej eno zgodbo, pa bomo povedali še drugo. Prva zgodba je, v tej banki ste imeli izjemno močne konflikte interesov. Veste, firma Pomhold, družba Pomhold je bila mati podjetja Pominvest, ki je postalo v privatizaciji NKBM-a 2008 solastnik nove kreditne banke Maribor. V Pomholdu ste imeli lastnike, ki so bili ki je bil solastnik Pomholda, potem Dušan Jovanovič, Borut Bratina in Rafael Kos. Borut Bratina je bil leta 2007 v komisiji, državni komisiji za privatizacijo banke. V letu 2008 postane član, oziroma s Pahorjevo vlado postane član KAS-a, kadrovsko-akreditacijskega sveta. Tako je. 2008 Vizjak, njegov partner v Pomholdu, se pravi solastniku tega podjetja, vstopi kot nadzornik v NKBM. Potem vstopi še leto dni kasneje še četrti lastnik, Dušan Jovanovič, v nadzorni svet nove kreditne banke Maribor in postane kasneje tudi nadzornik. Skratka, če te prav razumem, očiten konflikt interesov, ki pa za sodišče zgleda ni bil dovolj. Tule imam eno vprašanje, če malo piko naredimo, pa gremo pol na ta drugo zgodbo. Bojan, Rado, zdaj kot vemo, je Večer prvi objavil ta zelo glasna in famozna elektronska pisma Matjaža Kovačiča, takratnega predsednika uprave NKBM, takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši. Tu je šlo za neko serijo elektronskih sporočil, enega zdaj tudi vidimo na ekranu, od bolj bizarnih do manj bizarnih. V tem konkretno piše, da sliši, da prihaja minister za finance, pokojni gospod Bajuk, na Zlato lisico in če zdaj predsednik vlade ocenjuje, da bi se lahko Kovačič z njim srečal, potem v redu, če ne, tudi v redu. Zdaj, kako si vidva to razlagate, da pač nek predsednik uprave banke piše pisma predsedniku vlade o nekih takih, bi rekel, čist konkretnih zadevah glede vodenja banke? Po mojem mnenju je bilo to del Kovačičeve strategije. Na zaslišanju pred komisijo je Kovačič izpričal, da je imel tudi izjemno tesne stike z Francijom Križaničem in da je bil tudi dejansko osebno večkrat pri njemu, medtem ko pri Bajuku ni bil. In te zgodbe se ponavljajo tudi pred letom 2004. On je, po mojem mnenju, pri vsaki vladi poskušal ustvariti neko implikacijo politično in neko pokritje dobiti za tisto, kar počne. Z tega vidika bi težko rekli, da je imel on kakšno izbiro na politično barvo, da se je hedžil na politiko, ampak on je stalno imel te stike in to je tudi javno izpričal. Ampak kaj to v njem pove, Bojan, da recimo se tako poniža, da taka pisma pošlja? Sekundo, Bojan, bom takoj dam en primer, naprimer komunikacije s Križaničem, ko je bila dokapitalizacija nove kreditne banke Maribor. V tistem času, mislim, da je bilo to konec leta 2010, je bil velik spor, ker je del tega denarja Kovačič hotel preusmeriti v nakup Kredi banke Kragujevac. Dokler se niso dogovorili na relaciji ministrstvo NKBM, da dokapitalizacijo lahko uporabijo za investicijo dodatno. In to je en tak tudi notoričen primer, ker to se je končalo z veliko luknjo. Ja, izvoli, Bojan. Sam to bi dopolnil, da drži to, kar je Rado govoril o tem političnem značaju Matjaža Kovačiča. On je sicer predsednik uprave banke postal takrat, ker je uspel z nekimi političnimi manevri spodriniti prejšnjega predsednika uprave nove kreditne banke Maribor Črta Mesariča. In je pravzaprav
takrat je on, bom rekel, osnovno politično podporo pa je imel najprej pri Slovenski ljudski stranki, ne? Oziroma pri bratoma, oziroma Marjanu podobniku, če sem čisto natančen. Ampak pri teh mailih je zelo zanimivo, ne? On jih je pošiljal Janezu Janši, ne? Ampak Večer nikoli ni objavil mailov, ki naj bi jih Janez Janša pač odgovoril, pošiljal nazaj Matjaža Kovačiča, ker teh mailov ni bilo, ne? To je bila čisto enostranska komunikacija, ne? Vse to je v principu zanimivo, da nek predsednik uprave pošilja maile, ne, elektronsko pošto predsedniku vlade, ne, on pa nič ne odgovori. Ne, je bilo pač, ker mislim, to pomeni, da si pač neke vrste kolateralna žrtev. Jaz ne bom nič pomagati, veš, Aljuš, če mi ti pošlješ nek mail, ne, jaz na ga ne odgovorim, se pa čez nekaj časa pač to prezentira kot neka najna komunikacija. Ne. Kovačič je bil tudi, on je tudi zelo discipliniran bankir v tem smislu, da se je vedno pridrževal, kako bi rekel, nekim recimo tem poslovnim potem predsednikov vlad, različnih vlad. Ne. On je bil vedno med prvimi tistimi direktorji, ki je plačal pot, ne, recimo, zato da je šel, ne vem, s Pahojem ali z Janšo ali pa verjetno tudi zdaj v tem zadnjem mandatu s kom tretjim. Tako da z tega vidika je on v principu dejansko poskušal res politično sodelovati z vsemi vladami, ne glede kakšna je bila pa ta njegova barva. Ne. Ampak ni pa Kovačič bil edin, ne, direktor državnega podjetja, ki tako počne. Jaz se spomnim šefinja kabineta Boruta Pahorja, ko so prišli na oblast, mi je povedal, da enostavno se je znašla v situaciji, ko so jih začeli že prvi, ne vem, teden, dva, ne, potem, ko so se usedli na Gregorčičevo ulico, pošiljati SMS-e predsedniki uprav oziroma predsedniki nadzornih svetov raznih državnih podjetij. Ne. Se spomnim, takrat sem videl SMS Barade, mislim, da je on bil takrat bil predsednik nadzornega sveta Petrola, ne. On je recimo poslal SMS šefinji kabineta od Pahorja in vprašal, kakšna so navodila predsednika nadzornega sveta. Ne. Čeprav, hočeš reči, ne, to so pač te komunikacije, ki so pač očitno, bom rekel, dosti običajne, ali pa nekje mogoče bolj intenzivirane, nekje manj, ne, med relacijo med vlado in pa če se zdaj ampak to bi, sam še eno stvar bi rekel, če se jaz mogoče prav spomnim, Rado bo znal to locirati, ne, pri NKBM-ju je zanimiva zadeva tudi to, ne, da je v principu bila članica nadzornega sveta nekaj časa, pa celo mislim, da takrat, ko so bila v igri ta podjetja, o katerih je govoril Rado, Alenka Bratušek. Ja, to drži, Takrat ni bila sicer predsednica vlade, ni bila poslanka, bila pa visoka uradnica ministrstva za finance. Ne? V principu je bila ona edina predsednica vlade, ali pa edini predsednik vlade, ne? Edini šef vlade doslej, ki je bil član recimo nadzornega sveta ene od teh bank, so bile potem sestavni del sanacije. Ne? Ja, ker Metki Tekavčič še ni uspelo, da bi postala predsednica vlade. Ampak to sem hotel vprašati. Ona je bila v banki takrat, ko je prišlo do prve dokapitalizacije ta velike NKBM-a in je ona prav implicirana, upletena v to zgodbo, da je šel del denarja za dokapitalizacijo dejansko v nakup Kredibanke. To sem hotel še vaju vprašati, predno gremo na prve oglase. Kaj to zdaj pomeni, če se vrnemo na Večer za medijsko sliko v Sloveniji, da časnik, ki je razkrival te nečedne posle v NKBM, zdaj izpod peresa glavnega urednika piše neke slavospevne članke na prvi strani, kako je fino, da je Matjaž Kovačič in njegova najtesnejša sodelavka, da sta pač po sodbi sodišča nedolžna, no? No, predvsem je čudno, če ne vidijo cele mreže in bralcem tega ne povejo. No, nenavadna, kako rekel, ta politična barvitost, ne, se tukaj kaže, ta nenavadna slovenska politična barvitost, ne, se kaže, recimo Matjaž Kovačič, ne, tudi Večer, recimo ga včasih predstavlja, pa drugi mediji, ne, kot nekega desnega bankirja, ne. Hkrati, ne, očitno Matjaž Kovačič v tem uživa simpatije pri Večeru, pri Matiji Stepišniku, ki pa je ultralev, urednik in Večer ima ultralevo uredniško politiko. Studio City in tako naprej. Hočem reči, tukaj stvari sploh v principu ne gre to za politiko, ko je za neke personalne, predvsem pa po mojem tudi poslovne in pa finančne povezave, ker treba še nekaj vedeti, ne vem, ali če imamo toliko časa. Matjaž Kovačič je poskusil skupaj z enim podjetnikom iz Maribora kupiti Delo, ne? Veste, je bil na pogajanjih, se smo ga vsi videli, fizično, bile so tudi fotografije objavljene, ne, in so resne domneve, jaz sem tudi o tem pisal, pa o tem so pisali tudi drugi mediji, da je pomagal tudi finančno kupiti Večer, ne. In Delo in Večer sta v rokah lastnikov, ki so recimo ali člani Foruma 21 ali pa blizu Foruma 21, hkrati pa Kovačiča predstavljajo kot desnega bankirja. Tu nekaj ne gre skupaj. Ne? Krog je sklenjen, ampak stvari ne štimajo. Ja. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s preganjanjem bančnega kriminala.